Dobrodošli v rubriki Vis-a-vis, z menoj nocoj eden in edini, oče, mož in pa kirurg, Igor Višnjar. Dobrodošel. Dobrodošel v naši vdaji. Kako ti je všeč naša klet? Lušten. Sprašujem kot ljubitelja estetike. Kot ljubitelja estetike malo je monokromatska. Ja, je pa tako, ne, kakšen tak hud klub me spominja. Na hud klub? Ja, za neko kako zabavo tako. Lahko se kaj zmeniva. Ja? Zvečer po polnoči je fraj. Saj petek danes, ne? Petek je danes? Ja. Tako da, če nimaš kaj za početi... Bom preveril, ampak mislim, da bo žena za. Za razliko od monokromatskega studija bi lahko rekel, da je tvoje življenje barvno ali multikromatsko? Ja, jaz mislim, da je, ja. Je? Se trudim, pa tudi življenje doživljam na ta način, da dolg čas ti ne mora biti, če v bistvu delaš stvari, ki jih imaš rad, pa če si okrožen, ne vem, z ljudmi, ki ti življenje v bistvu še bolj barvito delajo. Če pustiva najprej na strani profesionalno kariero, kaj so stvari, ki jih najraje počneš? Raje posvetiva osebnim sferam. Ja, se pravi, šport je nekaj, kar mi zelo veliko pomeni. Zato, ker mi daje en ta, ne vem, dopamin raž, počutiš se dobro, surfam med drugim, ko smo potem familiarno gremo vedno na neke lokacije, kjer piha veter, in to so ponovadi lepe lokacije, ne vem, od Brazilije do Mauriciusa in tako naprej. Grčija, tudi Hrvaška, ne. Čeprav na Nanosu tudi piha. Na Nanosu, pa kje imamo manj vode. Vode pa zelo malo gor. Surfati se da težko. Pa se nič ne bojiš, ker si človek, ki zelo rabi svoje okončine pri svojem poklicu, da bi prišlo do kakšne poškodbe, ker to so relativno riskantni športi, kar se tiče poškodb. Ja, ne, v bistvu malinko sem ta adrenalin freak. Aha. Ne, se pravi od surfanja, bordanja, par let nazaj sem si tudi kolo omislil. Kolo? Ta pravo, tako, orang, downhill kolo, ne. In potem, ker pa nimaš te kilometrine od majhnega, se pravi, da bi v bistvu tistih 3 ali pa 2% odreagiral na intuitivno, ne, se je pa zgodilo, da sem pač šel čez glavo in sem si zlomil levo roko, levičar. Levičar levo roko? Ja. Kirurg? Kirurg. Kako je šlo okrevanje? Okrevanje je šlo, v bistvu je bilo malo problematično, ker par mesecev nisem operiral, ampak zdaj v bistvu ta roka je boljša kot ta, tako da še vedno vse špile oziroma še boljše. Kolo sem pa prodal. Konec s kolesom? Konec s kolesom. Zdaj imam tako občutek, da si tisti Steve Austin iz $6 Million Man, da si boljši, kot si bil prej po neki nesreči. V bistvu že baza je zdaj druga, ne? Pa predvsem v glavi se je veliko spremenil. Bionični čip. Tako. Si pristaš tega, da koreniti premiki v življenju človeka spremenijo tudi v glavi? Ali je to bolj floskula? Ne, definitivno. Ampak te premiki so, ni zdaj treba, da so ogromni premiki, ampak so lahko vsakodnevni, ne? Se pravi, da se vsak dan trudiš, da si, ne vem, boljši v nečem. Ne? Pa ne zdaj zaradi ega, ampak zato, ker mogoče si ti to zaslužiš, pa ker si v bistvu drugi okrog tebe to zaslužijo. Jaz to že štejem, recimo en uspešen pristanek z letalom, če je zelo turbulenten let. Ja. Takrat si zaobljubim, da bom vse spremenil, da bom začel več zelenjave jesti, da bom rekel oprosti vsem, ki bi mogel v življenju pa te stvari. Okay. Ti si rekel že vsem oprosti, ki si mogel? Ja, se trudim, da imam čisto vest, ja. Kako pa je tvoja zelenjava? Moja zelenjava je pa še vedno tam na 2% na jed. Tako da jaz še nisem. Moram več leteti, po mojem. Ja. Kakšno si imel otroštvo in kdaj je bil tisti moment, ko ti je kliknilo, kdaj otroku klikne, ker je za dokaj ne vsakdani poklic lepotni kirurg, ne po moje, ne vem, kakšen je procent ljudi v populaciji, ki so lepotni kirurgi. Ko klikne in reče, jaz se bom pa s tem življenjem ukvarjal, to me pa zelo zanima. Ja, se pravi, jaz sem odraščal v Velenju, se pravi, niti ne v Velenju, ampak v eni vasi ob Velenju, Škale se reče. Škale. In moja starša še vedno tam živita. In v bistvu na vasi je življenje malo drugače teklo kot v mestu. Se pravi, jaz sem bil starejši otrok, prvorojenec in nekako sem bil vedno bolj, zelo sem bil vodljiv, ali pa priden bi se temu rekli. Moja, če bi jaz na kakšni ulici izrastel, me hitro kaj potegnil. Tam je bilo pa okolje zelo, bi rekel, mirno ali pa klasično in je potem bilo več časa mogoče za učenje, za študiranje. Mamo sem zelo obogal, recimo naproti sestri, kar je pa vedno malo upornica. In vedno mi je bila ta medicina, anatomija, ne vem, lovil sem vse možno tam tiste živali po vasi. Sem zelo hiter
nekako iz usta besedo, mislim, da je bila kirurg, da ni bila zdravnik, ampak je bila kirurg. Okay. In mama rekla, to je to. Okay. In zdaj je potem zelo, bi rekel, nežno me je vodila, se pravi, ali pa me je nekako spodbujala v tem smislu, se pravi, oba z očetom. Potem se je zgodila gimnazija, sem zbral dosti pik in sem prišel v Ljubljano. Tle je bilo pa pol malo drugače. V Ljubljani je pa me mesto malo zmedel, odpeljal, sem padel prvi letnik, skoraj spet padel, ponovno padel prvi letnik, ampak pa sem se zresnil in sem potem oddelal, kar je bilo za oddelati. Pa težje je bilo verjetno najti živali po Ljubljani za vaditi na njih. Bistveno težje, ja. Si predstavljam kot na vasi. Ja. Začuda, jaz sem tudi teti, se spomnim, sem bil zelo majhen otrok, če se je, kako se reče temu po slovensko, naškalila, če je dobila... Trsko, če je dobila, ja. Broko sem iz iglo ven pomagal, pa je rekla, ti boš pa zdravnik. Ampak ti si potem spoznal Mozarta? Ja. Glasbo? Tudi to je res, jaz sem hotel na vsak način postati zdravnik, sam so starši ustrajali, da bom TV voditelj. In ne moreš iti mimo... Mislim, da ti je zelo dobro ratelno. Ja. Jaz sem pa imel srečo, da sem spoznal Franca Planiška, in on je postal en tak moj, ne za sam kirurški oče, ampak en tak guru, mentor, ta načela, ki jih je on imel, kako je treba kaj delati, kakšne odnose treba imeti do ljudi. Se pravi, je šel izven teh aspektov ali pa konceptov sam kirurgije. Okay. Kot le sem imel veliko srečo, se smo tudi morali delati, vsi njegovi specializanti, ampak to se razume. Kakšna pa je odgovornost v tvojih rokah? Ti vzameš grde ljudi in jih spremeniš v lepe. To ne. Si Ne? Nisem prav povedal. Ja, politično nekorektno mogoče. Se pravičujem. Z defektom ljudi. Defektne ljudi in jih spremeniš v lepe. Če mogoče, pravi me. Kako bi jaz to rekel? Jaz bi rekel ljudi, ki so v stiski. Okay. Ki imajo eno težavo. Dobro. Kjer so v bistvu sami se trudili, da bi nekaj spremenili. Okay. In jim ni uspelo. Zdaj imamo mamice po 2 porodih, ki se težko sprijaznijo z tem poporodnim telesom. Imamo moške in ženske v zrelejših letih, ki se težko spoprimejo z staranjem. Jaz vem, kako je moja mama, smo imeli prav ta pogovor, kako se ona težko spoprijema s staranjem. In to mislim, da se nas vseh enkrat dotakne. Okay. In tle nima toliko povezave z neko nečimrnostjo. Se pravi, ti se ne spreminjaš samo zato, da bi se lahko spremenil. Ti se ne spremeniš zato, da bi naredil vtis na druge. Narediš zato, da bi se ti dobro počutil v svoji koži, v svojem telesu. Včasih je to v bistvu čist malo. Včasih po posvetu, pri meni po klepetu, tako kot imamo zdaj midva, imamo tudi uro posvete in pol na koncu ne naredimo nič. Ker jaz precenim, da bi v bistvu bolj škodil nekomu z nekim posegom, kot pa bi mu koristil. In vidim, da ta pogovor mu mogoče bolj koristil, kot pa karkoli s skalpelom. Razumem. To je bilo dejansko moje naslednje vprašanje. Kdaj je tisti moment, ko sam presodiš, tu pa poseg ni pravilna ideja. In kako to sprejmejo ljudje, ko jim to poveš? Ker nekdo, ki pride k tebi na pogovor, si jaz predstavljam, da je pripravljen dejansko na poseg. Ja. Ali se šele tam odločijo? Ne, sploh ne. Pridejo potipati, pridejo po mnenje, pridejo po informacije. Se pravi, dr. Google, tam imaš morje informacij in je mogoče fajn, da take stvari, ki so res, bi rekel, intimne, pa ki ti v bistvu lahko pomaga samo nekdo, ki te vidi, ti lahko predate informacije in to so vzgibi, ki pridejo. Zaradi česar pridejo. Franc Planišek je enkrat rekel, da je on psihiater s skalpelom. Ta je malo pač Francova izjava bila, ampak ti dejansko človeka, ki se usede k tebi, ga v bistvu že vidiš, ga malo analiziraš, potem to v bistvu upariš s tem, kar pove in dobiš en občutek o človeku. Se pravi, kaj on pravzaprav hoče, kaj ga moti, pa ali je res to, kar je on povedal, da ga moti. Ponovadi se, oziroma velikrat se potem pri kakšnih drugih stvarih ustavimo, ker jim pač mogoče tista stvar dela bolj krivico, pa niti niso opazili. Predvsem pa je smisel tega, kar delam, da se vrnem na to, kar si rekel, defektne ljudi. Všeč mi je ta tuj nabrušen jezik. V glavnem, predvsem so to ljudje, ki imajo neko stisko in ti probaš to prepoznati in na ta način pomagati. In zdaj, tu se ne gre za velike prsi, tu se ne gre za našponane obraze. Tu se gre v bistvu samo, da se ti noter
počutiš v redu. Ko greš mimo gledala, si rečeš, v redu je. Kakšen je tvoj pogled na estetiko nasploh in na dejstvo, kako se je spreminjala skozi zgodovino? Ker recimo, če pogledava tole sliko Willendorfska Venera, to je tale kip ženske, ki je izredno obilna. To je bil recimo v tistih časih nek vrh estetike ženske, danes imamo pa v bistvu isto, samo z drugo vsebino, pri človeških telesih. Čemu to pripisuješ in kakšen je tvoj pogled na to, kam se bo trend nadaljeval? Se pravi, Willendorfska Venera je bila obilna, polna in je bila v bistvu nekako simbol rodnosti. Se pravi, tega nadaljevanja človeškega rodu. In od takrat se ni pravzaprav spremenil nič kaj, ker v bistvu v simbolnem smislu te neke poteze ali pa linije telesa ali pa obraza še vedno se prepoznavajo kot nekaj lepega, dobrega. Se pravi, ljudje si iščemo partnerje na en tak, sicer zelo vizualen način sprva, potem mora slediti vsebina, ampak kar se tiče pa, ne vem, proporcija ali pa prvega vtisa, je pa in skladnost obraza, je nekaj, kar nas pritegne, potem pa tudi telo. Se pravi, velike jedre prsi, široki boki so bili vedno povezani z rodnostjo. Lepi, zdravi lasje, zdravi zobje, to vse je govorilo o dobrem genetskem materialu. In ljudje skozi ta način si dejansko mogoče nezavedno izbiramo nekoga oziroma damo priliko nekomu, seveda potem, če ne pride da vsebina sledi temu zunanjemu izgledu, se hitro kaj konča. Potenciranje, ki se pač mogoče zdaj dogaja, oziroma rekel, ki se dogaja, ampak ga pri nas, saj pri meni na kliniki, se pravi, ga ne prepoznamo kot nekaj, kar bi bila naša niša. Naša niša je nek naravni izgled, neka v bistvu tailored poseg, ki ti v bistvu res omogoča samo, da se ti boljše počutiš, ne pa da zdaj s tem narediš pa na nekoga res vtis. Se pravi, punce, ki pridejo k meni na povečanje prsi, noče biti glavne na plaži. Ampak hoče imeti en tak mir v sebi. Če pride to skupaj s plusom, da bodo tudi glavne na plaži, je kul, ampak v osnovi je pa... Tako je. V osnovi je pa to. Mogoče se moramo misliti en par prsi. Kaj bi bil tudi rad glavna plaži? Se prečujem. Kaj bi pa rekel, a imaš postavljene recimo kakšne mere, kjer bi zaznal, da imaš pa nekoga, ki je premlad, ki bi si recimo da pride ena punca, ki bi si želela večje prsi in pri kateri bi videl, to pa mogoče res ni zate. V Sloveniji je itak starostno določena meja za poseg, povečanje prsi, se pravi 18 let. Aha, je. Nikakor pa ne bi 18-letnice operiral. Se pravi, v Ameriki mislim, da je 18 let meja z vsadke polnjene z fiziološko raztopino, pa 21 z silikonskimi vsadki. Obstaja tudi fiziološko raztopino? Ja. Nekaj časa je v Ameriki zaradi teh težav, ki so se pojavljale z vsadki, veljal ban na silikonske vsadke in ta čas so potem nadomestili, oziroma so bili potem uporabi vsadki s fiziološko raztopino, ki pač imajo ene druge, malo slabše lastnosti, bolj nenaravne videz, malo več riplinga, spustili so. Ampak takrat so poskušali nekako se silikonu izogniti. Zdaj pa, če ta tehnologija je napredovala toliko daleč, da v bistvu obstajajo zelo varni materiali. Kdaj zagledaš koga, ki bi potreboval poseg, pa nima te potrebe, da bi mu ti rekel, da bi ti imel vzgib. Recimo pri meni, jaz imam občutek, da nimam. Meni dol bi si za življenje. Kje bi mi da začeli? Zelo dobro. Zelo dobro treba začeti. Končno nekdo, ki pove, kot je. Se pravi, ne. Vsi ljudje smo, tako bi rekel, na svoj način ena taka, v bistvu, unikatnost. In zdaj, jaz nikomor ne bom predlagal, se pravi, da je tole pa tole treba narediti. Se pravi, ko pride do dekleta ali pa fantek meni, kaj bi vi na meni spremenili? Se to zgodi? Ja. Kaj to je redno vprašanje. Gospa, vi mi povete, kaj vas moti, pa vam povem, če je to nekaj, kar ima smisel. To so ljudje z neskončnimi finančnimi zmožnostmi, ki Ne, sploh ne. Ampak se pravi, življenje te malo dohiti včasih. Se pravi, tle so družine, otroci, služba, tempo življenja. In potem večina ljudi, ki prek meni se potem mogoče pogleda v gledalo, pa se reče, nekaj bi spremenil. Pa sem slišala, da se da. Kaj bi zdaj vi na meni spremenil? In velikrat se potem samo malo poklepetamo, ker v bistvu
in naš ne naredimo. Želja za čas za poseg je takrat, kadar je želja. In želja je takrat, kadar si ti pripravljen. Sprav, kadar veš ali pa se ti zdi, da imaš eno težavo, po posvetu, ok, reče, tle bi pa res se dal kaj narediti, ali pa to on pa res dela krivico v končni fazi, to bi se dal na tak in tak način narediti. In zdaj še vedno to ni zdaj potrditev ničesar. Še vedno imamo ljudi, ki se starajo, bi rekel, kot se starajo, imamo pa ljudi, ki jih moti, tisto, kar sva rekla, ki jih pa moti, kako se starajo in se hočejo, izraz obstaja, ki mi ga tudi punce povejo, dekleta v ambulanti, sprav, želim se starati dostojno. Zdaj pa, kaj je to dostojno? Za Brigitte Bardot ali pa Sofijo Loren se pravi, sta zdaj bistveno drugačni, kot sta bili pa prej v mladosti. Se pravi, če tebe ne moti, če te ne motijo gubice, če te ne moti malo ohlapnosti, če te ne moti povešenost, da najdeš v bistvu to veselje ali pa ljubezen do življenja drugje in je pač to malo manj važno, ni nobene potrebe po kirurškem posegu. Tudi tle je važno, v kakrem okolju si. Se pravi, imaš mlajši kolektiv v službi, si v mestu ali pa nekje na vasi, ker v bistvu nimaš skozi tega triggerja. Recimo, zakaj je Brazilija dežela plastične kirurgije, se pravi tega oblikovanja telesa, se pravi Brazilian butt lift, prsi, se pravi, tam so ljudje več kot pol leta so slečeni, so v kopalkah in je ta kultura telesa bistveno bolj izražena kot pa recimo nekje v Evropi ali pa na severu. Jaz sem tudi prepričan, da bi Brazilian butt lift v Drežnici zelo čudno izgledal na cesti. Sploh v kopalkah. Sploh v kopalkah. Jaz mislim, da smo kar lepo, bi rekel, odstrli meglo okrog teh posegov, vsaj sebi, vsaj meni. Zato sem ti hvaležen za tele razložitve. Z veseljem. Zdaj pa, če se že malo dotakneva tvoje manekenske kariere. Je obstajala, je bila, bo še, je še? Ja, je obstajala. To je bilo eno tako naključje. Jaz sem živel, ko sem prišel v Ljubljano, v študentskem domu, v Oražnovem domu, tle na Wolfovi. Se pravi, iz vasi, iz Škal, iz periferije sem priletel na glavno ulico v Ljubljano. Jaz sem bil v stanju 2 uri sedeti na okenski polici in sem gledati ljudi. Meni je bilo to tako fascinantno in me je kar malo potegnilo. Glavno, in s to ekipo teh top ljudi, ki se danes za zdravnike pa zov zdravnike. Tam so tudi žena se spoznala. Smo šli eno leto na morje, na Brač in so me v eni trgovini ustavili, neki tujci, da imam pa zanimiv obraz in če bi jaz prišel par fotk narediti z njimi in da bi me potem povabili v London in da me zdelo za njih. Se pravi, jaz sem bil ta iz Škal pri Velenju, nisem mi niti sanjal, kaj to je. In dejansko je potem prišlo do tega, da so oni rekli, zažal kopijo pasoša, jaz kličem očeta, a je to varno, kraj identitete, je rekel, kopijo, daj, pasoša, ne. In sem, čez en mesec sem dobil pa pismo, letalsko karto, noter, in so rekli, takrat je Fashion Week v Londonu, pridi. V glavnem, spet id kot 20-letni mulec takrat, to so bili malo drugi časi, ne. To je bilo leta 2000. Dobro. Zdaj vsi vejo, koliko sem star. 44. No, glavnem, in spet, zdaj, kaj bom jaz tam, in v bistvu sem razmišljal, ok, če se mi kaj zgodi, je bož, da imam nek backup in sem tle v bistvu z eno agencijo podpisal pogodbo in seveda tam na tistem Fashion Weeku nič nisem delal, par fotografij sem naredil, šli smo naokrog po teh castingih, in sem se vrnil nazaj in potem začel tle delati. In je bilo tako, lušten je bilo, lušten. Veliko smo snemali, veliko nekih reklam, teh modnih revij. In meni je bilo to vedno način spoznavanja novih ljudi, nova izkušnja. Tista štipendija, ki sem imel, ki je bila tako relativno majhna. Kot štipendije so? Ja, je bila Zoisova, ampak je bila vsem nizka. Je bilo to en tak v bistvu res džeparac, žepnina, ki mi je zelo pomagala, da sem lahko si kaj prvoščil, kam šel. Tako da ja. Pol je pa kirurgija začela vedno bolj prevladovati, vedno manj časa je bilo. Ti moraš iti na castinge, moraš vložiti čas v to. Pol je pa kar nekako malo zvodenel. Si kdaj poskusil kakšen lepotni poseg na sebi? Ja, botoks. Botoks? Ja, kakor vidiš, ne morem nič premakniti. Meni zgledaš zelo mobilen. Ja, tako je. Fleksibilen. No, v smislu botoksa, da ti te gube zgledi, Ampak zdaj Kovačeva kobila vedno bosa.
V glavnem, tako bom rekel, mi imamo eno novo okrepitev na naši kliniki, ena gospodična, ena sicer zobozdravnica, ki se v bistvu veliko ukvarja tudi z anatomijo obraza. Se pravi, zobozdravniki ne poznajo samo anatomijo ustne vrtline, ampak tudi obraza. In ima krasno rokco, tako da jaz se v bistvu njej prepustim. Je pa res, da pridem jaz na vrsto ob mojem delovniku, ob njenem delovniku, je to potem projekt usklajevanja. Ta gospodična je sicer moja žena, drugače. Ja. Čestitam. Ja, mislim, ima res občutek, ki mi razlaga, kaj ona tudi dela, tako te detajle, tega jaz nikoli ne bi, se mi zdi, ne znal, ampak mogel. No. Tako, iščem lepote v drugih stvarih. Zanimivo. Ja. Pri njej se pa to malo prekriva. Jaz po svoje oddaje nisem še mene gledal. Ne? A res? Jaz nekaj par pogledal. Žal mi je. Je v redu. V tem primeru pa hvala. Upam, da bo tale tudi. Ne, ta bo vsekako. Ampak tako svoje delo zelo težko gledam. Ti si ponosen na svoje izdelke, če se smem tako izraziti, da ne bom spet politično nekorekten. Ja, veš kaj, ni toliko, se pravi, izdelek, ni toliko izdelek, ampak ko vidim na kontrolah, recimo ta po 3 mesecih je ena taka, ta prvih, ko v bistvu teklina gre stran, ko je že nek ta končni rezultat. In ko vidiš v ljudeh, v očeh, vidiš ta žar, ko v bistvu tudi kakšna solza teče. In to je meni največja nagrada za to, kar delam. Ker spet niso to našponane prsi in ravni trebuhi, ampak je točno to, kako ta dekleta, ker so večinoma dekleta, pridejo nazaj. Ne vem, včeraj je bila ena, ki sem ji naredil dvig pa pomanjšani prsi. Rekla, to je bilo najboljše leto do zdaj. Ker ni imela bolečin v vratu, ni imela vnete kože pod notrčkom. Lahko se je oblekla, lahko je tekla, lahko je športala. Zelo je rewarding v tem smislu in zato pa ni to služba kot služba, ampak je malo poslanstvo, da se ne sliši preveč cheesy. Ampak ja, dejansko je več kot pa kirurški poseg. Eno vprašanje še, ki tega nisem vprašal, pa tega moram. Vsak človek je bodi si umetnik, morda si tudi ti lahko umetnik, ne? Če gledamo z ene strani. Gledam na ta način. Absolutno. Ja. Vedno preden gre na oder, recimo preden začnemo snemati, sem jaz nijem treme ali pa bojazni. Ja. Spijem prej. Mene zanima, kako je pa pri kirurškem poslu, ti pa ne smeš spiti nič prej. Ne. A je prisotna trema, prisotna bojazen, ker če je pa kdo, ki upravlja nekaj, kar se bo pa v prvi vrsti nadaleč videl, potem si pa tudi ti. Ne razmišljam o tem. Ne? Ne razmišljam o tem, kaj bo, a bo v redu. Se pravi, itak imaš kirurški plan izdelan, se pravi, priprave na vsako operacijo in ker to pač delaš res pogosto in res velikokrat, operiram 3-krat na teden, 3 operativni dnevi so in to potem postane, ni rutina, ampak ti točno veš, kaj boš naredil. Pri pregledu, ultrazvoku, se pravi, ti naprej moraš biti čim bolj pripravljen, da je čim manj teh spremenljivk in imaš na ta način čim bolj previdljiv rezultat. Sprav, gre dejansko za posebej, ki so vodotesni. To pa tudi ne more iti narobe. Mislim, kirurgija je v bistvu zelo živa veda in zdaj tle vedno lahko gre kaj narobe ali pa vedno moraš malo modificirati. Ampak ja, načeloma delaš klasične posege, ki imajo nek klasičen rezultat in tle je težko, da bi šlo kaj fejst drugače ali pa fejst narobe. Jaz se ti zahvaljujem, da si bil naš gost. Želim ti še mnogo uspešnih posegov in osebnega zadoščenja pri svojem delu, pa da boš kdaj tudi spet zavil nazaj v manekenske vode. A veš, da sem imel med faksom idejo, da bi za 1 let pustil faks in šel v Milano. Pa mi danes nič ni žal. Ne? Ne. Morda pa še kdaj vseeno. Morda. Najlepša hvala. Za te vintage manekene. Srečnega. Hvala za vabilo. Mi pa se vrnemo čez nekaj trenutkov. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.